Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Še zadnje jutro, Jeger, ko ni bilo Ane, ki je manjkala 3 dni. Ja, naslednji teden se vrača. Jej! Ja, samo naslednji teden, koliko drugega ni. Ja. Kaj je to bilo zdaj na glas? Jaz sem, da si lahko mislite, koga ni, pa kdo ima toliko dopusta, ne pa vsi govorijo, kak mene. Joj, toliko. Veš, jaz bil na dopustu na zadnje lani poleti, Jeger. Ne pa ne. Ja pa ja. Ne pa ne. Ja pa ja. Šel gledat. Ja, idi gledat. Pa sploh je to brezvezna debata. Na gor se ne gleda, na dol se samo gleda. Okay. po liniji poveljevanja. Ne, ampak čiza res, drug teden so tak počitnice in kar mogoče lahko že zdaj napovem je to, da so se odločil prvič v življenju, sicer igro nisem povedal, ampak da bo jutro prevzel Matic Jeger. Kaj? Daj, tako, da bo izjemno zabavno. Zdaj bo šel na dopust. Ana, glej, zmenil sem se, da bo Tine zraven tudi sicer, ne, ampak jaz mislim, da glej 3 leta, skoraj da 3 leta zjutraj si se moral dovolj naučiti. Pa lahko bi povedal, 3 delovni dnevi so samo, to so samo 3 jutra, veš, kaj imaš, torek, sreda, četrtek, petek je tak spet praznik. Ana sama, ki grem tudi jaz. Ne, Jeger. Žal prepozno, da bi dal dopust, no tako da bo zabavno tudi v prihodnjem tednu. Ti polepšal, zdaj podaljšan vikend, ne? Priznaj, da sem ti polepšal. Ja, ne, nisi mi. Ja, sem. Však bo fajn. Seveda bo. Seveda, da bo. Torej, lep podaljšan vikend, lepo vreme bo. Uživajte za soundtrack in ostale norije, pa smo tako vse skozi mi tu na tem radiju, tako da. Fajn se mejte. Opažanje iz našega mesta. Ni se zgodil kriminalno, saj tak velik, ne. Okay. Ampak je to osebno doživetje. Ali si ti vedel? Pač pod Pohorjem vemo, tam, ko je gondola, ja. So spodaj neke trgovine. Drži. Ne? In zdaj, če pač ti moraš v to trgovino, pač običajno, ker je tam ta potopni val, ja. Moraš parkirati drugje, ne? Pač od spodaj, ne? Ja. In bolj tudi, če samo skočiš v trgovino in zgubiš vizualno točko z avtom za 3 minute. In prideš nazaj in imaš listek redarstva gor. Res? V 5 minutah. Dobli so te. V 5 minutah. Glej, delajo, pridni. Kaj imamo mi, Batmane, ali kaj? Ja, ne vem. Pa dobro, no. Ja, dobro. Kaj pomeni, ali sem imel res tako glupo srečo, da sem tisti moment glih vmes postavil, kar bi lahko bilo, ne? Ali pa da so te čakali. Nekdo, ki hodi tam okoli celi cajt, pa je videl, da še pred 7 minutami tu ni bilo avta, ne? Te nam moraš še en krok narediti, pa potem priti nazaj, pa pogledati čez 15 minut, če še vedno je. Ja, ne, to, ker si na dolžnosti. To ne moreš verjeti. Delajo, pridni so, ja, bravo. Ja, se je ful dobro, ja. Ja. Res ta čud za natančnost in 18,70 €. malo ne 20 je doli pod Pohorjem bilo. 20? Ja. Ja, zgleda bliže, ko si brego, draže je, kaj te jaz vem, kak je. Ampak, no, tako da, če se lahko kaj naučimo iz te zgodbe, je to, da pač plačajte, ne, ker zdaj tudi, če bi 1 uro, koliko pač je se vse eno, ne, samo nekoj tak puščati, je pa res, da... Ali pa parkirna ura, ne. Iskreno sem pozabil, ne. Ja. Ampak se razmišljam, kaj te, da se to tih 5 minut, samo to skočim, pa prijem takoj nazaj. 20 imam na 5 minut, če koga zanima. Glavno vprašanje, ki je danes, ker je petek, kar pomeni, da bo skoraj nemogoče vprašanje. Danes boš sam sabo igral, Jeger? Ja. 10 minut čez 7. Veš, kaj to pomeni? Da vsaj na -7 ne morem, ne. Vsaj to, ne? Vsaj to. Drugače pa dobro, vse veš, da se zdrav fanci navajeni igrati sam sabo. Tako tekmo, ne? Ja.
petek je čist drugač. Dobrodošli in lepo, da ste tudi danes zjutraj tukaj. Včeraj smo imeli v našem mestu visok obisk. Ja, res je. Predsednica je bila na delovnem obisku, kot temu rečejo, ko kam gre, Ja. v severovzhodnem delu Slovenije in med drugim tudi v Mariboru, Na osnovni šoli borcev za severno mejo. na Pobrežje je šla. Ja. A, kar pogumno, ne? Ja, zelo. Kar pogumno, da na Pobrežje greš kot tak. Ne, da bi kaj s sabo prinesel. Ja, ampak je bilo lepo, ne? Tam je imela okroglo mizo z šolarkami in šolarji, so se malo pomenili, je razložila, kako izgleda njen delovni dan in da ob vsem tem najraje ima take obiske, je rekla. Ne? Bilo kar sproščeno vzdušje. Ne? Ja, pa se ona je tak, ne? Ja. Vse je kul, se ne na zadnje delala v medijih, pa ve, kak je, ne? No, ampak tudi priložnost so dobili otroci, da kaj vprašajo. Ja. Da bi jim naredila en kviz o delovanju države, oziroma teh osnovnih funkcijah v državi. Pa vprašala je Pobrežju. Vprašala jih je tudi, kjer je glavno mesto Republike Slovenije. In? Ja, so prav povedali, So da so rekli rekli Maribor. Tako, za nas glavno, ne? Tako je. Misliš, da so šli potem, so se vsedli še v šolski jedilnici? Pa je razložil. Pa pili čaj iz železnih, železnih šalčk, pa so kuharice naredile kaj dobrega. Mogoče, upam. Ne, se veš, da rada pojene. Hvala Bogu, kdo pa ne. Kdo pa ne. Tako da ja, super in je bilo kar eno posebno doživetje to. In bila je pa popoldne. Je bilo popoldne, ne? Ja, obiskala jih. mislim, dopoldan. Ha? Dopoldan. Mislim, ni bilo zdaj zjutraj, ni bila tam Ni bila ob zdaj. 8, to mislim, ne. Ne vem, kdaj je bila tam. Ne veš, kdaj je bila? Dopoldan je bila, ker je potem imela še obveznosti v Gornji Radgoni. Zjutraj ziher, ne? No, več. Ker veš, kak so ceste, ne? Rekla je, da prije ob 8, pa je bila ob 10. Tako da, kak so rekli, da gospa predsednica, jutri pa gremo v Maribor, spet se mogla pol 5 vstati, da bomo ob 10. Mojem s helikopterom ne upa več, odkar je bilo tisto na zadnje. Čeprav se veš, predsednica je le predsednica, ne? Tako da bi, tudi če bi s helikopterem peljali, kaj se imaš koga, kaj Vse je? točno to, če imaš neke obveznosti, pa ima več obveznosti na dan na različnih koncih države, te pač dajmo izkoristiti to, kar imamo. Ne? Ja, Zakaj bi helikopterji od policije ali drugič, vojske stali? pa drugič, ko prideš, Nataša, oglasi se, ne? Kaj Pa hočem tako reči, ne? Vedno vabljena, ne raje Bomo se zjutraj. ladlo odprli, ki ga imamo tu na tem radiju. Ja, super, hvala lepa, da ste bili tu, gospa predsednica, še večkrat. Včeraj smo delili karte za koncert Severine, ki bo jutri v dvorani Tabor. Zjutraj smo imeli tako detektivsko bolj, ne, pot ugotoviti, za koga sploh bomo imeli karte. Ja. Potem pa sta v Fras in Medvršovu, kjer je včeraj manjkal Marko Fras, Tomaž in Anja, imela eno tako zanimivo zgodbo, da sta mrmrala njene hite. Kaj ti je vsaj tu šlo boljše, ko si poslušal? Nje. Malo, ja. Malo, ja. Malo, enega sem zagotovo vedel. Okay. Na srečo so včeraj poslušalke in poslušalci vseeno vedeli, čeprav moramo reči, da mrmranje tudi bi lahko bilo malo. Ja. Malo. Ne, malo se spomnimo, kako sta delala. Anja, čakaj, da ti dam ton. Ok, Anja, gremo 3, 4. To si vedel, Eger. To sem vedel. Ker dolgo sta mrmrala, ne? Gavnulo, bravo. Kjeri komat je to? Dalmatinka. 3, 4. To jaz nisem vedel, recimo, ne? Jaz tudi ne. Eger, veš? Je zdaj pa vem. Ja, brat, No, Ja?
Kako se piše, Habjanič? Ne, Pit. Ja, no, bravo! 3, 4. Gajaš. Tako je. To je sicer ni naslov. Že vem pa ono novega filma, je neki Gardelin nekaj. Ja, bravo! Evo, pa je šlo, ne? Ja. Jo, jaz bi to lahko. Nisem bil včeraj zraven. Jaz bi ima terco, bral. Vi, ne? Ja, seveda. Probal. Tako da ja, vsem, ki ste dobili proste vstopnice, čestitamo in imejte se super na koncertu Severine jutri ob 9 v dvorani Tabor. Vsem, ki pa niste, pa se še bo kdaj kakšna prilika. Mislim pa, da še je par kart na eventim.si. Čas bo za en poseben segment imenovan Zgodbe iz ozadja obiska predsednice na osnovni šoli borcev za severno mejo na Pobrežju v Mariboru. Ja. Oglasila se nam je učiteljica Tina, ki tam uči in je napisala, da ker sva mi dva hipotetizirala, če je šla v jedilnico pit čaj iz železne šalice. Tako, je napisala, nažalost ni imela časa za čaj v železni šalici, v jedilnici, bilo pa je res enkratno, res je predsednica srcem in smo bili počaščeni, da je prišla, je rekla Tina. Lepo. Super. Pa tudi ravnateljica, gospa Alenka Fingušt, je pisala in zapisala eno posebno zgodbo. Namreč deklica je deklamirala pesem na odru, na začetku se je zataknilo in je bila v stiski, začela je znova, pa je uspelo, ko je šla iz odra, je začela jokati. Predsednica je to videla in sredi prireditve šla iz odra in jo močno objela. Bravo. Res je enkratna. Čudovito. Je napisala še ravnateljica. Lepo. Lepo. Lepe zgodbe. Da imaš kar tak... Res, da ti grejo kocine po koncu. Res, bravo. Vidiš, ne? Da je to. Da si pa predstavljaj, da bi bil oni drugi predsednik še. Ne bi. Ne. Raje ne. Tako da čisto v redu je, tako kot imamo. Včeraj smo na veliko napovedovali, da ker je bila včeraj seja mestnega sveta, ne, to je pač fokalna točka za vse, okoli katere pač se vse dogaja v našem mestu in takrat mesto stoji, se ne je, se ne pije in se čaka, kaj bodo očaki odločili. Ampak včeraj naj bi se odločalo tudi o tem, ali bomo prvič v zgodovini našega mesta imeli referendum na temo sežigalnice, posvetovalni referendum, seveda. Jeger. Ja, ni neboga in sploh ni prišlo do te točke na seji mestnega sveta, zato ker so že pri prvi točki, pri potrditvi dnevnega reda, to točko svetniki umaknili. Tako da ni prišlo niti do razprave, ali ja ali ne referendum. Svetniki so zavzeli stališče, da je predlog preuranjen in da je premalo podprt z informacijami, zlasti o vplivih na okolje, pa da bi bilo bolj smiselno referendum izvesti skupaj z jesenskimi volitvami ali kasneje. Ja. To je kar slabo, ne? Ja, občina je pač, oziroma župan Saša Arsenovič je poudaril, da je namen referenduma ravno vzpodbujanje razprave, večja transparentnost. Tako, ne, da je isti čas, to smisla, ne? Ja. Je stroškovno sicer. Občina je pač hotela to narediti prej ravno zaradi tega, da to ne bi bila polemika predvolilnih soočenj, ampak da bi že pač prej vključili javnost in da bi pač vedeli, kako je stališče občanov občine Maribor. Zdaj, kaj se bo dogajalo v prihodnje, kdaj bo referendum, če sploh bo, pa bomo. Če bo to del predvolilne razprave pred novemberskimi volitvami, ne pričakujem poglobljene znanstvene debate, no, samo to bom rekel. Zagotovo ne. Je bilo pa vroče na mestnem svetu tudi, ker še en svetnik iz svetniške skupine Gibanja Svoboda odstopil, ne, Marko Slavič. Marko Slavič je pri točki pobude in vprašanja zazel stališče, šlo je pa ravno za to tožbo oziroma za sodbo višjega sodišča glede tožbe občine proti mestnemu svetu okoli pravic v javnem holdingu Maribor. Ampak kakšna drama! In je takrat potem pri točki pobude in vprašanja. Dobro, vredo, sej, ja, hvala, da s tem novinarskim, ampak kakšna drama, ne? Ja. Kakšna drama, to je drama! Mogoče bi se morali res vsakič, ko je seja mestnega sveta preimenovati, morali Nigradovi delavci menjati table, tam ko je Maribor morali pisati drama! Ali pa tako veš, s 3 aji, drama! Ja.
Okay, upam, da se bodo zmenili. Ampak samo da vemo, no, zdaj, kljub temu, da smo napovedovali, da bomo verjetno danes lahko poročali o tem, da bo prvi posvetovalni referendum v zgodovini našega mesta, pa pač ne moremo o tem poročati. Tako je pa zadnji lepo ogenček delal, ne? Ja, tako da. Kaj te je lulat? Ne. Keger, zdaj je čas za A resno? Ja, super. Vse je lažje, ne, če je narejeno z ljubeznijo. Absolutno. Tudi lepše in bolj gladko. Ampak varna ljubezen naj bi bila dražja. Zakaj? Zato, ker zaradi pač vseh teh zapletov, ki so na Bližnjem vzhodu, se bi najbolj poznalo v Maleziji, in to jaz nisem vedel, to je država, kjer naredijo največ prezervativov na svetu. Ok, da poveš še tako. Ja, dobro, se to sem razumel. Ja. Resno? Ja. In zaradi... Čepice, ne? Gumi plaščeke. Ja. Razumeš zdaj? Razumem. In zaradi tega, ker se oni tam ne morejo zmeniti, pa je konflikt na Bližnjem vzhodu. Gumi mufna. Razumeš? Razumem. Okay. Zaradi tega bodo zdaj dražji. Ja, pravijo, da naj bi se ful dvignila cena. In na Kitajskem so začeli celo razmišljati, da bi preden se to zgodi, nakopičili zaloge. Zdaj pa vemo, da jih ni malo. Ne. In ko oni rečejo, zdaj pa hočemo mi lagere napolniti z tičmantli, kot se temu reče tudi. Razumeš? Razumem. Ja, se zna zgodi, da nikjer druge ne bo. Ojej. Tako da, zdaj ni nujno, da bo karkoli, samo fajn je, da smo pripravljeni in informirani. Tako da si tudi vi doma naredite zalogo. Ne zaleteti, prosim, da ne bo tako z WC papirom med korono pa z moko. Ja. Ampak ja. Ali prazniki so pred vrati, treba razmišljati naprej. Hvala, Dejan, za to. Maj je mesec ljubezni. Ne? To je res. Ko se še pač kurtoni toliko bolj uporabljajo. Razumeš, zdaj o čem smo govorili? Zdaj pa razumem. Hvala. Jeger. Yes. Ti dobro veš, kako se mi dva izjemno počutiva, ko prideva, ne vem, tako kot smo imeli zdaj leto že festival Čili in čokolada, ja. Ali pa ko je Food Truck Fest, ja. Na Trkljev, na Štuklja, ko je tokene ponudbe, ko imaš vsega toliko različnih prigrizkov in ker si v nebesih. Ne? Res je, ker pač rada probava nove stvari. Zelo. Pa tudi, če že poznava stvari, rada utrdiva poznavanje. Tako. Kot se reče. Ampak zdaj pa pazi, imaš v glavi, ne? Verjamem, da imate v glavi tudi vi, dragi dame in gospodje, ko greste kdaj na kako tako zgodbo. Zdaj pa si predstavljaj, kako izgleda največji, tako imenovani, največji, kako bi te sploh rekel, temu pravijo, torej, Snack Kingdom, je prav kraljestvo prigrizkov, ok. V Čangšaju na Kitajskem, jasno da, je to tako veliko, da se razprostira na 12.000 kvadratnih metrih. Wow. To je, tam ponujajo več kot 6.500 različnih vrst prigrizkov, oziroma če damo to številko, več kot 35.000 različnih prigrizkov, ki jih lahko tam probaš. Kaj si ti, res ne? Da bi rabila leto dni, da bi se skozi pregrizla. Ne? Res je. Samo da bi me samo za 24 ur noč zaprli. Greš samo, da bi hodil. Pa da bi bilo zastojn. Dobro, to verjetno ni, ne? Ja, da bi bilo, da bi me za 24 ur noč zaprli, pa da bi bilo zastojn. To pa bi mogli s kulijem čakati, ne? Da te mu nadpeljamo. Dobro, no, imajo to, nimajo pa tako lepega mesta, kot ga imamo mi. To pa je to. Jeger, pripravljen na tekmo sam sabo? Ne vem, če. Skoraj nemogoče vprašanje, kljub temu, da ni Ane, to ne pomeni, da skoraj nemogočega vprašanja ne bo. Sploh bi bilo grdo, da ne bi bilo, glede na to, da Jeger zaostaja za 6 točk. Res je. Za 6 zmag. Danes lahko greš na 5. Ampak igraš sam sabo, torej ni
naše tezenske princese, ne, kraljice Bakra, Ane Lakote in vladarice skoraj nemogočega vprašanja. Je pa tu naše oranžno-pohorsko veselje, pohorski Mowgli Matici Jeger. In tudi danes eno vprašanje statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora. Ali pač. Tako. In ali bo Jeger znižal svoj zaostanek v solo tekmi. Okay. Pazim. Po tej statistiki oziroma raziskavi, ki so jo delali v Evropski uniji, je 44% vprašanih, Okay. to je slaba polovica ali pa skoraj pol, reklo, da vsaj občasno imajo raje kot seks to, oziroma da raje kot seks izberejo to. Kaj je to? Spanje. Polovica. Spanje je. Resno! Jeger, Resno! To je to! ne moreš verjeti. Ja! Ne moreš verjeti. Vre. Dober občutek, ko s prve zmagaš. Ja! Kje je zdaj lahko? Da je ni. Da ti pošljem posnetek. Ja, bravo. Jo. Lepo. Dobro. Ja, si izhajal iz sebe, ne? Ne bom odgovarjal. Provokativna vprašanja, kaj ne? Vidiš, pa je petek takoj lepši. Ni? Ja, res je. Odlično. Evo, 5 točk. 5 je lepa številka, to si Pet že je. zadnjič povedal. Spet lahko greš v podaljšan vikend, ne? Tako. Spet zaostanka. Okay. Ja, bravo, Jeger. Iz prve, to je mislim, da bilo sploh prvič v zgodovini. Ne, drugič. Drugič? Ja, drugič. Okay. Samo je prvič že daleč. Ne. Ana je boljša v teh No, ampak danes prvih si pa ti pravih iz asociacij. prve. Bravo. Hvala. Prav, viš, večkrat moraš v sebe pogledati, preden odgovoriš. In morda eno obvestilo za vse, jasno, da udeležence v prometu, sploh pa za tiste, ki radi imate glasnih 50 metrov mimo Elektra, proti glavnem trgu od Narodnega doma gor in dol, ležeči policaj je po novem. Tako, nova hitrostna ovira, tukaj, ko se zavije proti Židovskemu trgu, zdaj tako je nastavljena, da avtobusi ne rabijo peljati po njej, je pa vseeno dovolj široka, ker je na sredini pasu, da vozila pa morajo vseeno zapeljati gor. Tako da previdno, da nas ne bo presenetila, pa da nas ne bo zrukalo preveč. No, se tako ali tako ni tu zdaj, ampak se veš, da se najdejo aduti, ne? Pa se, načeloma je omejitev 50 km/h, če 50 pelješ preko, te je že kar fajn zruka. Ja. Ko imajo spušene avte, pa glasne avspuhe, ne? Še pol malo zadaj naredi. Tako da pazite, no, to je pač ta novost, samo sej ni tako odločilno, ampak da ne bi koga po nepotrebnem presenetilo. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj zdaj? Ja, vri, si rešil križanko. To Obe. je namreč Tine to jutranje opravilo. Večero pa stop, ker je Vse si rešil. Vse sem rešil. Ob Prav. pomoči biologa in Mislim, to pa je nenavadno, veterinarskega tehnika. da ne veste, kako se imenuje kožna guba v kitovih ustih. To je res hecno. Jaz si že zdaj pozabil, ko si mi Voz. povedal. Voz, kako ne veš. Okay. Če so pa vosari, oziroma vosasteži, Pa vseeno. drek morskih ptic, pa to vse ve. Glavno, Fajn. je dobro. Zdaj pa bo ziher nekaj, kar ne vemo. Tine. Poznamo milijone, O ja. Poznamo. Ja. male kinder jajce, ne? Ja, face totalne. Skratka, spraševali so se ljudje, zakaj je vsa ta rumena populacija moškega spola, ker nikjer ni ženske zavijeti. Ja. Vse pri smrkcih je tudi samo bil plod eksperimenta, ne smrketa. Ja, pa boga smrketa. Ja. No, skratka, pač vprašali so Piera Coffena, to je tudi, ko jih je naredil. In je rekel, da pač, ker veljajo za malo nerodne in tumaste, je rekel, da si ni znal predstavljati, da bi katerikoli ženski lik bil tak tumast, kot oni, tako da so zato samo dedi. Okay. To marsikaj razloži. Ja. Tako da veš, tudi če bi kdo rekel, Slabo poznal, ljubko minjon, ne? recimo. Ne kot se je reklo, ne? Ja. Malo zgleda.
Ja, hvala ti, ne viš. Pa vemo nekaj novega, kar nismo vedeli. Ja, glavno. Danes, ko gledava tu po glavnem trgu v Mariboru, Jeger, tako sproščeno hodijo šolarji v šolo, ne? Ja, ker vejo, da so počitnice pred njimi. Danes še, pol pa, celi teden nič, naslednji teden seveda prvomajske počitnice in seveda tudi letos prvomajskih počitnicah, zato da bo zabavno, da bo čas minil na tudi poučen način in da ne nazadnje imajo kam iti otroci, skrbijo pri Zvezi prijateljev mladine v Mariboru. Sara Irman Kolar, popularno Sarma, kot sem preimenoval nekoč, torej povej, kaj se bo kaj dogajalo med počitnicami pri vas v Domu ustvarjalnosti na Zvezi prijateljev mladine. Vedno ponujamo raznolike aktivnosti. Med 8 in 16 uro se bodo odvijale različne ustvarjalne delavnice, vse od migajočih metuljev, papik na dlani, papirnatih torbic, gledaliških lutk in predstav, krasja za Dumovo pomladno dekoracijo in tako dalje. Ne bo pa manjkalo niti dnevnih izletov, vsak dan se bomo potepali po različnih lokacijah, obiskali vojake, iskali zaklad in pa igrali biljard. Zato res lepo vabljeni, da se udeležite naših počitnic. Ja, vse informacije seveda na spletnih straneh Zveze prijateljev mladine. Tako. Tam se lahko tudi prijavite in dobite vse informacije in tudi tokrat bodo počitnice seveda zabavne, tako da hvala lepa Zveza prijateljev mladine še enkrat več. Kilometri za prihodnost, kaj je to, Jeger? To je športno-humanitarni projekt, v okviru katerega bo Vid Štuhec med 4. in 7. majem pretekel diagonalo Slovenije, pazi od Hodoša do Pirana. S tem želi zbrati čim več sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji in pa mladim športnim upom, ki so na prelomnici svoje športne poti. Te pa glih laufat. Ja. Ni, da bi se rekel, zdaj pa grem starim APN-om ali pa kaj. Ja, če je za Glih športnike, ne težko. Ja, okay. Ja, vse športniki se tudi vozijo s mopedi. Ampak čiza res, torej Vid, povej, za koga to tečeš. Celotna zgodba je nastala predvsem zaradi tega, ker se v Projelim športni agenciji ukvarjamo za podporo vrhunskih športnikov, potem preko Mastercard športne akademije za podporo mladih športnikov. Smo v teh 7 letih nabrali že kar nekaj individualcev, mladih športnikov, ki izstopajo, alumnijev, ki pa bi v bistvu rabili individualno podporo, ne? In na osnovi tega v bistvu smo zdaj razvili ta projekt oziroma tudi Zavod za šport Pro, skozi katerega želimo podpirati te mlade športnike, ki so pa en korak recimo pred vrhunsko kariero po eni strani, po drugi strani pa želimo podpirati oziroma omogočiti mladim v Sloveniji generalno enakovreden dostop do športa, torej športne rekvizite, vadnine, poletne športne kempe in tako naprej. Ja, super, Vid, čakaj, to je zdaj od Hodoša do Pirana je 330 km. Ja. To kaj, ne bo naenkrat prelaufal? Ne, niti po moje ni mogoče. Ja. Prelaufal jih bo v 4 dneh oziroma v 4 etapah med 4. in 7. majem. Torej jaz bom vsak dan štartal okoli 6. ure, med pol 6. in 6. In potem ciljem na to, da sem znotraj okna 12 ur tudi do cilja. Me pa dnevno čaka nekje dvojni maraton, torej najkrajša etapa je 75 km, najdaljša druga, ki jo štartam iz Maribora proti Trojanom, pa je 98 km. Kaj si ti, 2 maratona na dan? Ja, ne, glej mene, jaz Jaz sem se enkrat vozil po maratonski trasi, to je teh 42 km pa malo, pa je z avtom bilo dolgo. Kaj šele, on pa 2 taka na dan, ja. Ampak v dobrodelne namene, ne? Ker si želi tudi, kako vem, ker bo neke dogodke. Ja, čim več ljudi želi, da bi se aktiviralo, da bi nabiralo kilometre in teklo seveda skupaj z njim. Tečejo lahko kjerkoli po Sloveniji ali pa na 3 aktivacijskih dogodkih. Ti bojo v Mariboru 4. maja med 4. in 7. uro na stadionu Poljane, v Celju 5. maja na stadionu Kladivac Cinkarna Celje in pa v Ljubljani v športnem centru Ilirija. Na vseh teh dogodkih imamo tudi glasbeno spremljavo, tukaj se bo skupinsko teklo, imeli bomo tudi zajčka, kot se reče, torej tempo tekača, ki bo tekel moj dnevni pace tistega dne. Vse te kilometre, ki jih boste pa lahko teh 4 dni nabirali, pa vabimo, da vpisujete na spletno stran kilometri.si, kjer so tudi ostali načini podpore dobro predstavljeni, torej od merchandise do sponzorstva, do donacij in tako naprej. Ampak, če doniraš svoje kilometre, se lahko poteguješ tudi za super nagrade strani Atletske zveze Slovenije, pa Kolesarske zveze Slovenije,
Slovenije, v enem res zanimive zadeve in cilj je seveda, da zberemo čim več kilometrov. Ja, odlično. Mislim, genialno je to, da na teh dogodkih, ki bodo, kot smo slišali v Mariboru, torej 4. maja na Poljanah, da bo tam Zajček, kot se pač imenuje, pacemaker, ne, pri tekel tako hitro, kot je on tisti dan odlaufal 2 maratona. Ja, tako. Sliši se kot nekaj, kar raj ne gremo probati. Ne. Zato, ker vseeno dogodek traja 3 ure, za 3 ure njegov tempo laufati tudi ni. Ne. Mislim, že en krog bi po mojem težko zdržala. Ja, tako da priznam. Ampak lahko tudi kako drugače pomagamo. Ja, lahko doniramo v sklad za podporo mladim športnikom in sicer tako, da pošljemo SMS kilometri 5 na 1919. Lahko se pa vidu pri teku tudi pridružite, ker bo na spletni strani kilometri.si možno vse skozi spremljati njegovo lokacijo. Je pa celoten pogovor z vidom tudi o tem, kako potekajo priprave, na kateri glasbeniki bodo nastopili na teh aktivacijskih dogodkih, pa že možno poslušati naše audio špajzi na totiradio.si. Ok, tako da tam tudi pri nas več informacij. Je pa hecno, nekolo gre zraven laufati, vidiš, zdaj gre mimo Frama in on je do takrat, ne vem, laufal že 65 km, ti pa svež zraven prideš. Kak je? Tam si pa malo počasno. Gremo zdaj, ne bo zdaj popuščala. Ne, ampak super akcija in seveda želimo videti, da v tej svoji akciji kilometri, dobrodelni akciji kilometri za prihodnost, najprej uspešno prelaufa in seveda pomaga športnikom, obetavnim športnicam in športnikom, ki potrebujejo pomoč pri svoji karieri, kar je tudi osnovni namen tega dogodka. Zdaj vam moram opisati, kaj se je dogajalo v studiu, zelo žalostno. Jaz sem za minutko 2 šel ven in sem prišel nazaj in vidim Jegera, frapiranega, sesedenega, žalostnega. Kaj je Jeger? In rekel, ajdovske deklice ni več. Kaj, komu, kaj v ajdovščini, kaj je bilo, kaj? Na koncu seveda ugotovim, da pač ste planinci neki obraz videli not v steni in zdaj se je to ukrušilo in zdaj tega več ni ok. Stoj malo, ajdovska deklica v severni steni prisojnika. Ja. Ja, pa to vsak pozna. Jaz ne, recimo. Vsak, ki je bil kdaj na Vršiču, pa je tam parkiral, pa šel malo okoli Vogla. Veš, kako lepo se vidi to? Se je videlo, mislim. Mislim, se je videlo, zato ker se je, če gledate proti deklici, levi del obraza odkrušil in pač se ne vidi več obraza. Ni bil obraz in ni šlo za človeka. Ja, pač bil je obraz, zato ker se je lepo videla. Mislim, ti moraš vedeti, da ta podoba ima zelo pomembno zgodbo v zgodovini slovenskega planinstva in vsega. Ja, pa se pa zelo je poznana. Vsak, ki je šel kdaj tam mimo, je videl obraz ajdovske. Kako ne veš tega? Jaz pač sem eden tistih, ki ne sliši klica gora Jeger. To moraš vedeti. V glavnem, ja, ajdovske deklice več ni. Res? Kako dolgo je bila? 1000 let. Po moje, ja. 100 000. Ja. Mislim, vsaj 200-300 let, odkar so neki zapisi, da je tam vklesana v mislim, ni vklesana, to je pač bil slučaj. Ja, no nima veze. To se je krušilo in zdaj je dol padlo. Ja. Pač par skal se je odkrušilo in je zdaj pač to. Vidiš, tudi deklica na neki točki ne more več kljubovati iz obučasa. Bomo preživeli, Jeger, samo to pač vprašam. Res me je šokiralo in sem žalosten. Okay. Verjetno kdo s tabo deli ta sentiment, zudaj moje sožalje, no? Naj rečem, ali kaj se reče, ne vem, pri planincih, ko se jim odkruši kos skale, ki so ga gledali in si zraven predstavljali. Samo malo pa, zdaj se razmišljal, malo pa si tako pidži, ne? Ki je videl kralja Matjaža v peci. Ajdovska deklica se dejansko. Ja. Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.